Še v začetku leta so banke ponujale posojila s fiksno obrestno mero nižjo od 2%. Danes boste takšna posojila iskali za manj. Zdaj te fiksne obrestne mere se bodo dvigale še naprej. Največja banka je zdaj nedavno sprejela sklep, da bo vsake 2 meseca podražila fiksne obrestne mere za 0,1 odstotne točke. Glede na to, da je Evropska centralna banka že za poletje in nato še za jesen napovedala dvig povprečne obrestne mere, se obdobje negativnega euriborja verjetno končuje. A posojila so še vedno poceni, bolj bi nas morali skrbeti drugi stroški. Recimo so stroški odobritve ali pa pri reprogramiranju stroški reprogramiranja posojila, ki lahko narastejo tudi po več 100 evrov. Dejstvo pa je, da že danes marsikdo ni posojilno sposoben, tudi zaradi dviga minimalne plače in višjega dodatka za vzdrževane člane. Družina, 2 zaposlena s povprečno plačo in 2 otroka, in to je kategorija, ki je nekako najmanj kreditno sposobna, bi dobila po dvigu minimalne plače januarja in pred dvigom zneska za vzdrževane družinske člane na 15 let, recimo okrog 50 000 evrov kredita, po tem še dvigu zneska za vzdrževanega družinskega člana v primeru 2 otrok bi se ta znesek znižal na okrog 45 000. Torej, že ta 11 evrov na mesec dvig zneska za vzdrževanega družinskega člana v resnici potem v kreditnem obdobju, a ne kar pomembno vpliva na nižjo zmožnost kreditiranja. Posojilno sposobnost zmanjšujejo tudi pogoji za pridobitev posojila, ki so pri nas med najstrožjimi v Evropski uniji. Nedavno jih je Banka Slovenije sicer nekoliko omilila. Od 1. julija tako v nekaterih primerih ne bo več veljala omejitev, da mora posojilojemalcu po poplačilu obveznosti na računu ostati 76% bruto minimalne plače in še znesek za vzdrževane družinske člane. Do posojila bodo nekoliko lažje prišli samostojni podjetniki. Iz makrobonitetnih ukrepov Banke Slovenije bodo izvzeta tudi posojila po stanovanjski jamstveni shemi, ki predvideva, da bo mladim do 38 let ter mladim družinam ob prvem reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja država ponudila 100% jamstvo za stanovanjsko posojilo do 200 000 evrov. Vkolikor bo seveda operacionalizacija izvedena na način, ki bo jo naredila izvedljivo, ker v detajlih je hudič. Vprašanje je torej, kje bo država našla 300 milijonov evrov letno za to, da bo jamstvena shema sploh zaživela. Ne glede na pomoč države pa je želja po nepremičninah v Sloveniji očitno še vedno velika. Obseg odobrenih stanovanjskih posojil se je namreč lani izrazito povečal. Lansko leto pa je bilo z vidika stanovanjskega kreditiranja res nadpovprečno. Dosegli smo 223 milijonov odobrenih stanovanjskih kreditov. O nadpovprečnem ali celo rekordnem letu za stanovanjska posojila poročajo tudi druge banke. Nova Ljubljanska banka jih je denimo lani odobrila za dobre 0,5 milijarde evrov.